Ponavadi, ko opazujemo naravo skozi tisto debelo okensko steklo dnevne sobe, se pojavi nek tak izjemno prijeten občutek popolne ločenosti. Tam zunaj je preostali svet, divji, nepredvidljiv, poln tistih neverjetnih čudes in pa, roko na srce, tudi nevarnosti. Tukaj notri pa je civilizacija, udobje, pač popolnoma ločen sistem. Ja, ta iluzija meje je izjemno privlačna. Naravo smo res dolgo časa obravnavali kot nekakšno, ukvirjeno sliko na steni galerije. Ali pa, če povem v bolj modernem smislu, kot tisti čudovit ohranjevalnik zaslona na televiziji. Ja, točno. In tega lahko z daljincem preprosto izklopimo, takoj ko postane dogajanje na njem preveč kruto ali pa neprijetno. Človeštvo je dobesedno zgradilo celotno kulturo okoli te navidezne ločnice. Ampak potem se ob nekem spoznanju nekaj prelomi. To okensko steklo nenadoma izgine. Okvir se razblini v nič in naenkrat postane kristalno jasno, da nismo zgolj neki privilegirani opazovalci na varni razdalji. Zavemo se, da pravzaprav sedimo sredi tistega istega gozda ali pa oceana, ki smo ga do zdaj zgolj tako udobno gledali oddaleč. Res je. Vsak naš vdih, vsaka naša odločitev neposredno vpliva na tisto, kar se dogaja v najbolj oddaljeni džungli. In se bodo obratno. In ta prehod od tistega lagodnega, varnega opazovanja do popolne in včasih kar strašljive vpletenosti ter zavedanja soodvisnosti, to ni le neka abstraktna filozofska misel, to je, morda najbolj nujno spoznanje našega časa. Absolutno. In prav ta premik v naši zavesti je osrednja tema najine današnje razprave. Cilj je predvsem razumeti, kaj to pomeni za našo lastno odgovornost do okolja in da morda uvidimo vrednost v opazovanju svoje neposredne okolice, ne le tistih oddaljenih džungel. In današnji datum za to debato, 8. maj 2026, je naravnost popoln. Gre za pravi zgodovinski mejnik. Sir David Attenborough namreč danes praznuje svoj 100. rojstni dan. 100. rojstni dan, noro! Res je, zato smo to našo današnjo poglobljeno analizo posvetili vprašanju, kako je sploh mogoče, da je en sam človek tako korenito reprogramiral naš pogled na naravo. Na mizi imava ogromno enega materiala, od tistih poročil o neverjetnih Guinnessovih rekordih do kompleksnih razprav o ekologiji. Vendar se bova osredotočila na en zelo specifičen vir, ki bo služil kot najin kompas skozi debato. Ja, govoriva o tistem izjemnem eseju Saša Dolenca z naslovom David Attenborough, pripovedovalec, ki nas je naučil gledati. Ta esej se mi zdi tako močen zato, ker ne počne tistega, kar dela večina klasičnih biografij. Ne našteva samo nagrad. Točno, ne našteva zgolj njegovih potovanj in nagrad, ampak namesto tega razčleni, kako je Attenborough prestrukturiral sam način, kako naši možgani sploh dojemajo biološki svet. Od zbiratelja tistih eksotičnih živali pa vse do vodilnega glasa za ohranitev našega planeta. Razčlenimo torej tale njegov razvoj. Iz eseja postane namreč hitro jasno, da za razumevanje njegovega trenutnega vpliva pač ne moremo gledati samo teh njegovih najnovejših visokoproračunskih dokumentarcev. Ne, absolutno ne. Vrniti se moramo v popolnoma drug svet. V tista zgodnja 50. leta prejšnjega stoletja. Natančneje v leto 1952. Ko je prišel na BBC, takrat so bile vrednote televizije in znanosti res povsem drugačne. Zgodovinski kontekst je tukaj popolnoma ključen in iskreno za sodobnega človeka precej šokanten. Njegovi prvi zares veliki televizijski koraki so se začeli s tisto serijo ZooQuest leta 1954. Koncept te vdaje bi bil danes tarča najbolj ostrih kritik. Kaj so pa sploh delali? Ekipa BBC-ja je skupaj z strokovnjaki iz londonskega živalskega vrta potovala v tropske kraje. Njihov glavni cilj sploh ni bil opazovanje živali v naravi, temveč njihov lov. Wow. Ja, lovili so eksotične vrste, da bi jih nato dobesedno prepeljali z ladjami in letali ter jih zaprli v kletke tam v Londonu. In to je bila v tistem času povsem normalna, celo sprejemljiva praksa. Čakaj, to zveni čisto neverjetno. Predstavljajmo si, da bi nacionalna televizija danes v tistem udarnem večernem terminu prenašala, kako ljudje lovijo divje ptice in plazivce za lokalni živalski vrt. Ja, izbruhnil bi vsesplašni škandal. Seveda.
Ampak takrat je bila to očitno vrhunska, hvalena praksa naravoslovnega raziskovanja, to je pač veljalo za popularizacijo znanosti. In tukaj Dolenc v svojem eseju potegne eno fantastično vzporednico s tem, kako je takratna družba sploh dojemala naravo. Tako je. Njegova analiza lepo pokaže, da v tistih zgodnjih dneh narava v njegovih filmih nastopa izključno kot nek eksotični spektakel, kot nek neskončen vir čudenja, ki je poln tistih barvitih bitij in neprehodnih pokrajin, ki so bile za britanskega gledalca doma na kavču pač povsem nepredstavljive. Narava je bila preprosto zanimiv oder, neka varna scenografija tam daleč stran. Kot nekakšen globalni zabaviščni park. Ja, točna taka prespodoba. Gledalci so prižgali televizijo, plačali nekakšno simbolično stopnico svojim časom in gledali raziskovanje neznanega. Njegove zgodnje oddaje so bile res kot obisk zabaviščnega parka. Medtem ko so te današnje oddaje kot nujni obisk pri zdravniku. Točno to. In tu se postavi vprašanje. Esej opozarja na ta ključni miselni preskok. Sčasoma se tisti preprosti spektakel prelevi v, kot pravi avtor, zapleten sistem soodvisnosti. Narava preprosto izgubi to svojo nedolžnost. Kako je ta postopen miselni preskok sploh vplival na to, kako ljudje danes dojemajo ekologijo? Kar je tukaj res fascinantno, je eden izmed fenomenov, o katerem se veliko govori na področju ekologije. Zanimiv članek na platformi Earth FM opisuje tako imenovani sindrom premikajoče se izhodiščne točke. Aha, shifting baseline syndrome. Točno to. In ta koncept nam zelo dobro razloži našo ekološko slepoto. Pojav opisuje situacijo, kjer pač vsaka nova generacija ljudi dojema tisto stanje narave, v katero se je rodila, kot povsem normalno. In ker preprosto nimamo neke neposredne biološke izkušnje o tem, kaj je bilo pred nami, te izgube sploh ne opazimo. Se pravi, naša meja za to, kaj je normalen, bogat gozd, se pomika nižje. Z vsako generacijo tragično nižje. Ta sindrom je resnično zahrbten. Če recimo danes plavamo ob obali in vidimo jato 10 rib, se zdi to super, morje je živo. Sploh ne pomislimo, da je morda 50 let nazaj nekdo na istem mestu videl jato 1000 rib. In ker teh 1000 nismo nikoli doživeli na lastne oči, nam seveda ne manjkajo. Se nam zdi ekosistem povsem zdrav? Ja. In tukaj nastopi ta edinstvena prednost stoletnika, o katerem danes govoriva. On osebno sploh ni ujet v to generacijsko slepoto. On ima celotno to stoletje opazovanj kar v svojem osebnem arhivu. Njegova perspektiva je prav zaradi tega neponovljiva. Celotno življenje je preživel na terenu. V svojih zapisih pogosto navaja specifične primere, recimo tiste reke na Borneu. Opiše, kako se živo spominja ekspedicij iz sredine 20. stoletja, ko so bile reke tam še neverjetno bujne, polne krokodilov, nešteto vrst ptic, opic in gostega rastlinja. Čista neokrnjena divina torej. Tako. In ko se je na to isto mesto vrnil desetletja kasneje, je bila slika resnično srhljiva. Reka je na prvi pogled morda še vedno izgledala reka, ampak ko se je malo poglobil, je opazil, da je ostala le še peščica vrst. Tista prava biotska raznovrstnost je izginila, nadomestila pa so jo tiste tihe industrijske monokulture. In ker ima on to neverjetno dolgoživolik in predvsem to, da je vse to posnel s kamero, nam lahko dobesedno služi kot časovni stroj. Svojim gledalcem je res uspel razbiti to iluzijo in dokazati, da naša današnja izhodiščna točka absolutno ni normalna. In točno to je ključno. Njegova prisotnost v teh ekosistemih tekom dolgih desetletij mu omogoča, da jasno pokaže ta upad. Ampak to naj pripelje do naslednje točke. Kako natančno mu je uspelo prebiti to iluzijo pri stotinah milijonov gledalcev po vsem svetu? Odgovor očitno tiči v tistem njegovem inovativnem pristopu k mediju televizije in pa v tem nenehnem učenju. Esej zelo lepo pokaže, kako je vse skozi potiskal mediji naprej. Tehnični razvoj njegovih oddaj je zgodba zase. On je začel z zelo okornimi 16-milimetrskimi kamerami na navijanje. In zanimivo je, da je ekipo vztrajno silil, da snemajo v barvah še veliko preden je barvna televizija za množice sploh zares obstajala. Wow! Se pravi, so v bistvu snemali za prihodnost. Tako je. Vztrajanje pri barvah je bil neverjeten vizionarski korak.
Vodilni pri BBC-ju so verjetno zmajali z glavo čez, zakaj zapravljamo dražji trak, če oddaja gre ven črno-belo, ampak on je vedel, da ta vizualna kompleksnost narave preprosto zahteva barvo in kar je še pomembneje, vedel je, da bo ta arhiv imel neprecenljivo vrednost za prihodnje generacije. Njegova kariera sledi usupljivemu loku televizijske tehnologije. Od dronov, počasnih posnetkov do tistih globokomorskih podmornic. In tukaj imam en fantastičen podatek z Wikipedije, ki res podari ta njegov tehnološki maraton. On je dobesedno edini človek, ki je prejel nagrade BAFTA za oddajo v črno-beli tehniki, barvah, visoki ločljivosti HD, v 3D in celo 4K. Neverjetno res. 5 različnih tehnoloških er. In to pri 99 letih. Leta 2025 je prejel celo dnevnega Emmya za tiste skrivno življenje orangutanov. In zanimivo, leta 1976 je celo zavrnil mesto generalnega direktorja BBC-ja. Ja, ker je preprosto raje ustvarjal na terenu. Točno. Tukaj pa postane zadeva resnično zanimiva. Moški v svojih zrelih 90 letih se leta 2020 odloči pridružiti Instagramu. In to seveda ne zato, da bi bil slaven, ampak izključno zato, da bi pomagal v boju proti podnebnim spremembam. Ja, zrušil je rekorde glede hitrosti pridobivanja sledilcev. To nas pravzaprav pripelje do njegovega načina vodenja. Neka študija na to temo zelo lepo pojasni, da on ni le sledil tehnologiji, ampak je zelo zavestno uporabljal takšno transformacijsko vodenje. Vodenje brez neke formalne avtoritete. Nima politične moči, nima vojske, a vsi mu sledijo. Točno to. Vsak tehnološki preskok, naj bo to Instagram ali pa 4K, je bil zanj le novo orodje za vzpostavljanje čustvene povezave med gledalcem in naravo in to dela na izjemno specifičen način. Naprimer s svojim glasom in s tisto znano Attenborovo pripravo. Potem sva nekaj brala, glasno preizkušanje besedila. Ja, to ni le branje s papirja, on je vedno znova na glas preizkušal ritem stavkov za tisti en popoln posnetek. Kompleksno znanost je moral prevesti v nekaj razumljivega. S tem je poenostavil tiste najbolj zapletene biološke procese, ne da bi jim odvzel strokovnost. Postavil se je v vlogo prijatelja, ki ti razlaga nekaj fascinantnega, ne pa v vlogo nekega profesorja za katedrom. In vsa ta neverjetna vizualna ter narativna moč ni ostala zgolj pri občudovanju. Z leti je postala pravo gibalo za konkretne družbene spremembe in iskreno tudi za tista zelo neprijetna opozorila. Govorimo o tistem zloglasnem učinku Attenborough. Poglejmo na primer tisto serijo Blue Planet 2 iz leta 2017. O ja, tisti prizor s kitom. Ja, tisti prizor žolujoče samice kita. Za tiste, ki se morda ne spomnijo, je bil to izjemno dolg surov posnetek, kjer samica več dni nosi truplo svojega mrtvega mladiča. In po predvajanju tega je menda kar 98% gledalcev v Združenem kraljestvu izjavilo, da so spremenili svoj odnos do plastike. To je tisto, kar sva prej govorila o transformacijskem vodenju. Ljudi ne prisili s pravili, ampak z golo čustveno težo resnice in posledice so bile konkretne. Sledili so pritiski na vlado in celo na supermarkete, naj zmanjšajo plastiko. Se pravi, tisti njegov glas je dobil resnično politično in družbeno moč. Ampak s to močjo je začel načenjati tudi precej bolj boleče teme. Njegova tako imenovana priča, tisti witness statement. Če pogledamo številke, ki jih je izpostavil na platformi Earth FM, leta 1937 je bilo na svetu približno 2,3 milijarde ljudi. Divjina pa je obsegala neverjetnih 66% planeta. Skok v leto 2020 pa pokaže popolnoma drugo sliko. Skupno število prebivalstev naraste na 7,8 milijarde ljudi. Delež divjine pa strmoglavi na pičlih 35%. In s tem je začel opozarjati na tisto njegovo prepričanje, da ob nenehni rasti prebivalstva na planetu z omejenimi viri preprosto ne moremo rešiti okoljskih problemov. Te številke so resnične in neizprostne. In njegovo stališče do populacije je zelo jasno. Zanj je prenaseljenost nek osnovni množitelj vseh ostalih ekoloških težav. Seveda se tukaj odpre ogromno enih razprav. Nekateri strokovnjaki močno podpirajo ta fizikalni pogled na omejene vire, spet drugi pa opozarjajo, da morda število ljudi sploh ni tako problematično kot izjemno neenakomerna poraba teh virov na svetovni ravni.
Ja, seveda, debata o tem, da prebivalstvo na severni polobli porabi bistveno več kot tisto na južni, kjer je dejanska rast največja. Tukaj bova ostala popolnoma nevtralna, saj ni na naju, da to rešujeva. Pomembno je le to, da je to upovorilo postalo jedro njegove širše filozofije o zaščiti planeta. Točno tako. Pa vseeno bi tukaj prevzel vlogo hudičevega advokata. Vrniva se k tistemu članku iz Guardiana, kjer okoljski novinar George Monbiot ni bil ravno najbolj prizanesljiv. Aja, Monbiot, ja, spomnim se tistega očitka. Monbiot mu je namreč pogosto očital, da predolgo ni bil dovolj glasen glede podnebnega zloma. V 80. in 90. letih, ko smo že vedeli za globalno segrevanje, smo dobivali tiste čudovite eskapistične dokumentarce. In vprašanje je preprosto. Ali je bil njegov prehod od opazovalca k aktivistu, recimo s tistimi ostrimi govori na COP24 in COP26, prepozen? Ali pa je morda ravno to neverjetno potrpežljivje zgradilo tisto stopnjo zaupanja, ki mu sploh omogoča takšen vpliv danes? Če to povežemo s širšo sliko njegovega dela in tistim, kar poudarja esej, bi rekla, da je to premišljen pristop. On je dolgo verjel, pa čeprav so mu nekateri to zamerili, da preveč tistih apokaliptičnih opozoril gledalce preprosto odvrne. To je tisti turn-off učinek. Ljudje ugasnejo televizijo, ker postane vse pretežko in depresivno. Preveč krivde naenkrat. Točno. Njegova strategija je bila, da mora ljudi najprej naučiti ljubiti tisto, kar morajo na koncu zaščititi. In šele na to, ko je ta čustvena vest tkana, jih sooči z resnično izgubo. To odpira resnično pomembno lekcijo za vsakogar izmed nas. Razumevanje situacije in neka iskrena čustvena navezanost sta pač predpogoja za kakršnokoli resno akcijo. To se mi zdi fantastičen uvid. Najprej moraš ljubiti, da bi branil. In očitno se je ta taktika na koncu obrestovala. Če danes pogledamo te dogodke ob njegovi stoletnici, praznovanje v Royal Albert Hallu je neverjetno. Naravovarstvenik Chris Peckham ga je javno poimenoval za največjega ambasadorja za življenje na Zemlji. Se strinjam s to oznako. In kar je meni osebno najbolj zabavno, v tistem Natural History muzeumu po njem imenujejo celo novo vrsto parazitske ose. Imenuje se Ethambronculus tau. Wow. Ja. In ta se pridružuje celi četi drugih, od preteklih dinozavrov do rastlin. Mož ima za seboj osupljivo več kot 72-letno televizijsko kariero. Res neverjetna dediščina. Torej, kaj vse to sploh pomeni za nas? Če potegnemo glavno misel iz tistega eseja Saša Dolenca, ki naj jo danes vodil. Attenboroughova največja zapuščina se na koncu dneva sploh ne skriva v tistih čudovitih posnetkih živali. Zapuščina je o tem, kako nas je naučil gledati. Gledati bistveno počasneje, veliko bolj radovedno in predvsem s spoštovanjem. Ter seveda za zavedanjem, da je pogosto prav tisto, kar je najbolj znano in domače, tudi najbolj ogroženo. Ja, in glede na to bi poslušalcem v razmislek ponudila še eno zadnjo idejo. Idejo, ki morda vzbudi malce provokacije in izhaja ravno iz tistega koncepta osebnega pričevanja. Vsak izmed nas je na tem planetu že dovolj dolgo, da ima čisto lastno pričo oziroma neko lastno pričevanje. Kako to misliš? Pristen optimizem za tisto, čemur on pravi, čudovito okrevanje planeta in ob tem uporabi res čisto vsako orodje, da zaščiti Zemljo. Kako bo potem sploh izgledalo naše osebno pričevanje čez recimo 20 ali 30 let? Bomo mi le opazovalci ali aktivni soustvarjalci tega okrevanja? Sploh v teh časih, ko tehnologija bliskovito napreduje. Pomislimo samo na umetno inteligenco. Ljudje že danes eksperimentirajo z modeli njegovega glasu in morda bomo dobili sintetične dokumentarce, kjer bo vse zvenelo popolno. Ampak noben napreden algoritem ne more ponarediti teže osebne izkušnje in tiste prave človeške želje po ohranitvi, o kateri govoriš. Zato je tvoje vprašanje še toliko bolj na mestu. Absolutno. Na nas je, da prepoznamo tisto svojo osebno vez z naravo okrog nas. In mislim, da je to popolna misel, s katero lahko zaključiva današnjo poglobljeno analizo. Opazujte naravo in ustvarjate svoja pričevanja. Hvala vsem in se slišimo ob naslednjem pregledu.